osebno mislim, da v Sloveniji sprave ne potrebujemo, za Ljubljano sem prepričan, mi je živimo. Mi smo lahko vzor za praktično vsa mesta po Evropi, vsaj po nekaterih kriterijih. Jaz vedno omenjam to, da smo edina mestna hiša, ki smo dali v najem v svojih prostore LGBT asociacij. Ne želimo samo govoriti, da smo odprti, ampak tudi pokažemo z dejanji. In smo edini mestni svet v Evropi, kjer smo izrekli dobrodošlico migrantom z 35 glasovi za in niti enim proti. No in moram povedati, da pri nas v mestnem svetu ni takih, ki bi si upali lafne. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Bernard Brščič. Župan Janković se zdi zelo samozavesten na tem posnetku, ki je nastal še pred zanj izrazito ugodnim sodnim razpletom afere farmacevtka. Ima razloge za to po vajenem mnenju ali je že takrat vedel, da se bo zmazal? Velike razloge za samozavest. Možak ima status kočevskega medveda, popolna imuniteta. Misliš, zaščiten je tako kot kočevski medved? Ja. Dejansko sem prepričan, da za slovensko sodstvo, tudi če ga kamere vaše televizije posnamejo in flagranti bodi si prejemanju podkupnine, bodi si pri posilstvu, da bo v tej državi ob takem sodstvu, ob taki policiji, tožilstvu in sodstvu oproščen. To je pa huda ocena, Bernard. Se ti strinjaš s to oceno, Lucija? Sej ne, da jaz hodim okoli s kamero, pa snemam Zorana Jankovića, ampak vseeno me zanima. Bi bilo pa zanimivo. Nažalost, iz lastnih izkušenj, ki sem jih doživela z njim, se strinjam s to oceno. Bi pa rekla nekaj, da je pa k sreči prišel ta posnetek ven v javnost in je za njega bi moral v vsaki normalni državi, pri vseh, če bi imela normalne državljane, bi ta posnetek moral biti usoden za njegovo prihodnost. Misliš na posnetek pogovorov, prepis telefonskih pogovorov? Prepis telefonskih pogovorov, pri tem, da pač nobena sodba v bistvu ne bi mogla biti tako grozna, kot to, da je javnost seznanjena s tem prepisom. Ampak pri nas očitno ni tako, ne? Ni tako, ne? Ja. Poleg vsega to zastopanje, da ti zastopaš hkrati mestno hišo, mestno občino in hkrati zasebno Jankovića, po drugih občinah je to striktno ločeno, če zastopaš občino, ne smeš župana v njegovih privatnih zadevah. Katera odvetniška družba pa to počne? Da povemo. To počne odvetniška družba Kozinc, to počne odvetniška družba Čeferin, to sta dve, za katere jaz vem. Zdaj pa lahko je pa še kakšna. Ne? In tudi to, da zdaj ne bi to farmacevtko zastopal Kozinc, mislim, brez zamere, jaz se s kolegom poznam 30 let, ampak to je dobesedno neokusno, do skrajnosti neokusno, seveda. Ampak če te zdaj takole vprašam, Bernard, nekaj ima ta naš Zoki, ne? Je pred časom na Facebooku dahnila ljubljanska tožilka Karmen Erčul, ki je vmes postala sodnica. Zdaj, kaj on ima, po tvojem mnenju? V bistvu podporo globoke države, obvladovanje vertikale od organov pregona, policije, tožilstva do sodišč, se pravi, da gre celotna pravosodna vertikala jo pokriva, morda z malenkostno izjemo ustavnega sodišča in če imaš takšno podporo in hkrati tisto moment, ki ga je gospa Ušajeva izpostavila, se mi zdi ključen, to pa je v bistvu odpoved imunskega sistema družbe. Se pravi, mi imamo infarkt na eni strani pravne države, ampak tisto, kar je še bolj zaskrbljujoče, je pa ta družbena anomija, se pravi vseenost, da namesto v resignacijo, kamor gre slovenska družba in v padanje indikatorjev, recimo politične participacije, da gremo v vseenost, v vsegliharstvo, naveličanost s politiko, namesto da bi šli v revolt, se pravi, reakcija Dirkemovska na takšen izziv, kot smo mu trenutno soočeni, je na eni strani med resignacijo, na drugi strani revolt. In ne vem, kaj se bi moralo v Sloveniji zgoditi, da bi ljudje šli na ulice. Ampak zakaj recimo po vajenem mnenju ima on tako podporo? S čim? Kje je to? A je to zdaj pač, ne vem, a je to, ne vem, neka strah pred njim ali občudovanje ali kaj jaz vem?
Kar se tiče uslužbencev teh javnih zavodov ljubljanskih, jih vozi na razne izlete, jih gosti, imajo novoletne zabave. Ampak te verjetno niso globoka država, ne? Kje so tisti močni ljudje iz ozadja? Verjetno, torej, kar se da njemu mora nositi tudi naprej. Jaz mislim, da mu ne ostane vse tisto, kar vemo, kar se javno govori. Govori se o 10%, govori se tudi o večjih procentih. Prepričana sem, da on od teh 10 mogoče obdrži 2-3%, ostalo gre pa tej tako imenovani globoki državi. Torej, on je nek kurir v tej nek prenosnik denarja, pri tem pa vprašanje, koliko si sam zadrži oziroma koliko mu dovolijo takrat, da ga potem mečka po prstih udarijo in je potem spet zadeva poglihala. To je moje razmišljanje. Ampak očitno mora biti uspešen kurir. Zdaj, če pogledamo na fotografijah, ki smo jih zbrali, ne? Janković, vsaj pri tranzicijski levici, nikakor ni persona non grata. Ne? Vsi se objemajo, rokujejo z njim, so Prešerno razpoloženi. Kaj je razlog? Ne? Mislim, kurir, dober, materialni, ampak nekaj mora biti, zakaj so ravno njega zbrali, če so ga za to vlogo. Dostavlja Ljubljano. Veš, da vkolikor izostane Štajerska, ki je po mojem ključna za potencialni politični preobrat. V zadnjih 10 letih se je stopnja volilne udeležbe vzhodno od Celja za 7 odstotnih točk znižala. Čemu pripisuješ, oprosti Bernard, to dejstvo? Ekonomskim razmeram? Ekonomskim razmeram, vseenosti, a veš, da praktično Štajerci so vse bolj odvisni od Avstrije, vse tja do Ptuja praktično se vozijo v Avstrijo in postajajo novodobni idioti, se pravi, izstopajo iz te politične slovenske skupnosti in nekdo, ki pa klientelistično obvladuje ta ljubljanski pašaluk, je pa seveda za tranzicijsko levico ključen. Prepričan sem, da če bi stopnja participacije oziroma udeležbe na volitvah padla za 6 odstotnih, 7 odstotnih točk v volilni enoti Ljubljana, da bi lahko potem se pogovarjali o političnem preobratu v Sloveniji. Ampak kaj recimo bi se moralo zgoditi, Lucija, po tvoje, da bi padla da bi pač otegnili ljudje podporo Jankoviću, če to drži, kar pravi Bernard, pa je namenjen komu drugmu? Ja, jaz bi bila zadovoljna že s tem, če bi prišli na volitve, ker sem vedno na volišču. Ampak kdo zdaj? Te, ki niso iz Ljubljane ali te, ki so v Ljubljani? Ne, te, ki so v Ljubljani. Tudi v Ljubljani je sicer nizka volilna udeležba in če bi te, ki abstinirajo v Ljubljani, šli na volitve, mislim, da ne bi Janković tako visoko stal na teh volilnih pač na raznih volitvah. Vsekakor je pa Štajerska, Koroška in te regije so absolutno zanemarjene. Ljubljana je privilegirana, pri tem, da jaz kot član volilnega odbora na volišču vidim, da imamo za lokalne volitve vedno več volivcev napisanih, a ne kot za državno-zborske. In vsake volitve dobi Ljubljana fiktivnih par tisoč novih prebivalcev, očitno. Tako da mi moramo vedeti, da lokalne volitve ni potrebno državljanstvo, ne? Ampak je dovolj stalno bivališče. In to po teh krajih se dogaja se isto dol na Primorskem in tako naprej, da se pojavljajo neki fiktivni volivci. Tako da, če bi Ljubljančani se res zavedali, kaj se jim dogaja, pa jaz upam, da je ta preobrat pri tem referendumu to pomenil, da se bo zadeva za Jankovića vendarle enkrat končala, ne? Ampak zdaj, ko smo se že dotaknili volitev, bo po vajinem mnenju Janković prihodnje leto nastopil na parlamentarnih ali ponovno na županskih volitvah in pod vprašanje, ali bo spet uporabil slogan pošteno? Jaz mislim, da nekako bo nastopil, pri čemer je njegov položaj, ne na državnozborskih, vendar je oblika njegovega sodelovanja še negotova oziroma neznana, namreč gospod ima zelo visoke aspiracije, on nikakor ne želi postati nek član oziroma tudi predsednik, poslanec manj pomembne stranke. Prepričan sem, da njegov potek zunaj Ljubljane je izjemno omejen.
Se pravi, da lahko tam do 10% pridobi. Bo pa vprašanje, na kakšen način bodo te akterji globoke države prisilili oziroma ga motivirali, da se vključi. Lahko bi pa bil gotovo kingmaker te nove leve koalicije, ki se napoveduje. Seveda, po mojem mnenju za državo to ne pomeni nič dobrega, ampak prepričan sem, da upoštevaje to njegovo nekaznovanost in praktično popolno imuniteto kazensko, ki jo uživa v državi, da gospod Janković na državni ravni ni rekel zadnje besede. Ampak kaj bi pol bil, ti se strinjaš verjetno, Lucija, ne? Ne, jaz mislim, da on ne bo šel na državno raven. Okay. Mislim, da je bila tista šola, ki jo je dal skozi, dovolj poučna tudi za njega. Vem, kako hodi nabirati voljivce, vem, da hodi po Bosni, se z njimi slika, in to so voljivci, ki ga pač lahko volijo na lokalnih volitvah, ker jim da bivališče za ta čas. Tako da ne verjamem, da bo on na državno-zborskih volitvah, torej upam, torej ne samo to, da bo sploh poskušal, ker mislim, da tukaj, kot je pravzaprav gospod Brščič rekel, nima on dometa izven Ljubljane. Mislim, te pri ljubljanske občine so pod njegovim nadzorom, vidimo, da lekarne odpira kar posod na vrh, ki pa na Škofovci. Ja, do nas je že prišel, do Lukovici ima tudi lekarno. Tudi, evo, lekarne so zgleda njegova prav specialnost. Aljuš, jaz nisem rekel, da bo nujno kandidiral, ampak če pogledaš odurno poljubljanje med tvojo ljubljenko Makovec Brenčičevo in Jankovićem, bivšo ljubljenko, to že napoveduje, če ne, bi gospe Ušajevi pritrdil, seveda, da je zelo vprašljivo, ali bo res formalno kandidiral, ampak gotovo sem pa prepričan, da bo igral vlogo nekega kingmakerja, se pravi nekoga poljubovalca kandidatov. Se pravi, ti misliš, da bo nekako prevzel vlogo Milana Kučana, ki pred vsakimi volitvami nam pove, za koga bi v bistvu morali glasovati? Jaz mislim, da on dejansko bi bil lahko neke vrste kronski princ, kajti ta prenos, a veš, iz 77 let starega gospoda Kučana, ki ima takšne in drugačne zdravstvene težave in njegov vek je vendarle omejen. Na nove kronske prince se v zadnjih 15 letih ni posrečil in njuna povezava je več kot prisrčna. Nisem pa prepričan, da je najbolj modra. Sam močno dvomim, da bi upoštevajoč vendarle amortiziranost Jankovića lahko igral, mislim, tako bom rekel, predsednik vlade sem prepričan, da leta 2008 Zoran Janković ne bo. Da ne bo, ok, to je že taka direktna napoved, ampak to sem hotel reči, mi dva oba veva, da če ti nekaj predlagaš gospodu Kučanu, je malo verjetnosti, da te bo poslušal. Tako da mogoče, veš, en droben nasvet, če hočeš, da kaj naredi, moraš lih kontra predlagati, pol mogoče imaš več šans, da se ti to izpolne. Ampak, Lucija, kaj ti misliš, če Janković potem ne bo kandidat za predsednika vlade, bo pa podprl pač stranke ali eno stranko na volitvah, kaj bi pa recimo lahko on zahteval v zameno, se pravi, kaj bi bil njegov motiv? In drugo vprašanje, kako bi pol ta zadeva funkcionirala? Ker imamo izkušnjo, ko je Alenka Bratušek vodila vlado, vemo, kako se je končal, z razkolom v stranki in posledično padcem vlado in predčasnih volitvah. Torej, jaz sem srečna, da Janković nima tistega, kar misli Karmen Arčul, in da ga, hvala Bogu, tudi ne razumemo, večina ljudi ne razume, ko poziva koga ne volijo, tako da tisti, ki res dobro prisluhnejo, šele razumejo, kaj je človek hotel povedati. Tako da ta del mene ne skrbi kaj dosti. Tudi vsi njegovi te, ki jih nastavlja, se sprejeli slej med sabo zdravsajo. Tako da nima nobenega feelinga za ljudi.
torej, da jih ne zna presoditi, bolj po obogljivosti, ampak potem, ko zrastejo perutničke, se bi otroci radi dvignili od tal in tukaj potem gre za zgodba k koncu. Tako da mene pravzaprav Janković kot tak več ne skrbi. Mislim, da je tudi njegov zaton prišel oziroma je na vidiku. To pomeni, da tudi ne bo več župan Ljubljane, ali tam upa že, ampak dajmo pogledati zdaj, kaj je realno. A bo on še enkrat izvoljen, Bernard, če gre jeseni na volitve za župana Ljubljane, ne bo? Od česa je to odvisno? No, jaz mislim, da ima vse možnosti, žali Bog, Ljubljančani živijo v drugem svetu kot ostala Slovenija, tako da sem prepričan, da še tako nove in grozljive odkritja, ki se morda skrivajo v predaljih policije in tožilstva, ne bojo zadoščala, da bi njegovo klientelo, ki si jo je ustvaril v Ljubljani, prepričala v zamenjavo. Je pa bi še tako rekel, Janković ni zlati prinašalec, če tako metaforo dam, ampak je prej American Strafford, se pravi nekdo, ki se ne zna obvladati in se strga z verige. Bolj ustrahuje, misliš ti, kakor pa... Prepričan sem, da ravno izkušnja leta 2012 oziroma 2011 decembra je bila takšna, da bodo celo te voditelji novokomponirane levice dvakrat premislili, ali bodo šli v poljub smrti Zorana Jankovića. Ok, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, danes smo vam poskušali predstaviti položaj dveh težkokategornikov slovenske politike, na eni strani Janez Janša, na drugi Zoran Janković. Enemu, bi rekel, pravosodje uničuje dokaze, drugemu jih fabricira. Eden ima probleme z pravosodjem, drugih nima. Eden ima probleme z denarjem, drugih nima. Zdaj, kdo od katerih je kateri, pa si verjetno vsak v Sloveniji ustvari svoje mnenje in nažalost smo tako kot pri mnogih drugih temah tudi pri tej verjetno razdeljeni na polovico. Spoštovana komentatorja, jaz bi se vam najlepše zahvalil za današnje gostovanje v oddaji. Po oglasih gledalci, gledalke pa vam bomo pokazali, zakaj vsak televizijski voditelj potrebuje svojo žabico.